pa družba moja se že vrti. Da jaz tole pogledam, kaj za šuštro s temi imeni, sem jaz grozno slab, ampak mislim, da tokrat vem, za koga se gre. Zadaj že vidite torej punco, ki je ime Nina Lampret. Dame in gospodje, ona je izjemno mlada in zelo talentirana pevka in jaz sem zelo vesel, da lahko v naši vdaji mi predstavljamo tudi nove talente, torej pevce in pevke, ki rabijo podporo, ki rabijo support, ki si zaslužijo tudi to, da jih pokažemo in zavrtimo po televiziji in da ne damo vedno možnosti samo tistim znanim in afirmiranim glasbenikom. In ena izmed teh je zagotovo Nina Lampret, katere sem jaz izjemno vesel, da je zdaj le z mano po Skypeu. Tako da Nina, jaz te pozdravljam in ti rečem hej, hej, hej! Zdravo! Živjo! Nina, predno me zaprejo, razčistma, koliko si stara ti? 16 bom septembra. Se pravi, 16 boš? Bom, ja. Pol moram zelo paziti, kaj bom s tabo govoril, ne? Nina, upam, da tvoja mama ne gleda tegale, ne? Če te nekako v slarijo vpraša, kaj me v pol po Celju lovila, ti si Nina z teh mojih koncev tu doma, ne? Ja, Frankolova, ja. Dej mi povej, tisti, ki te Nina ne poznajo in tisti, ki nimajo pojma, kdo si, dej mi povej, pravzaprav, po čem bi te morali poznati, kako dolgo se ukvarja z glasbo, kdo ti piše muziko, kdo za tebe skrbi, pa kje se te je pravzaprav že dalo videti. To me najprej zanima, ajde. Sem Nina Lampret, ukvarjam se z muziko na splošno, igram klavir, pojem, predvsem poznati bi me mogli po tem, da pojem. Ok, vredo. Pojem že v bistvu kar vem za sebe. Tako da uči me Alja. Aha! Zdaj piše Alex Volasko. Aha, namreč, ker Alex Volasko je bil pred časom tudi moj gost, ampak čuj, tale Alex Volasko za veliko teh mladih talentov piše zadnje čase muziko, pa tudi veliko vas hodi Ali, bom rekel, na te ure petja, očitno to deluje. Pa mi povej, kakšna je Alja kot učiteljica? Ja, taka sproščena, pa ni zdaj tisto ona, da bi bila ful stroga, da ti krmine do vsega. Tako da ti da kar motivacijo, pa te zna učiti. Glej, Nina, ko si rekla prej, da poješ odkar veš zase, mene tvoja mami zaupala, da si ti že v njenem trebuhu noter pela in se je ona bala, da je radio pojedla, ne? Ampak potem je ugotovila, da si to ti in da si dejansko pela, še predno si znala govoriti. Je to res? Ja, to pa je v bistvu res, ja. Začela sem pa glih z pesmijo od Alje, tako da se spomnim, da sem tudi prednji sem sploh prav govorila, sem že pela njeno pesem, tako da koristila to pojem. Daj mi povej, Nina, kakšne so pa tvoje želje, recimo, imaš idejo, kaj bi pa rada s to glasbo bila, ne vem, ali da sploh ne bi hodila v službo, da bi samo od glasbe živela, nastopala, ali veš, da to v Sloveniji ni možno, ali imaš ta plan? Mislim narediti neko šolo, da bi imela nekaj še zraven, ne. Zdaj pa, če bi mi uspel, da bi res prišel do tega, da bi lahko sam s tem živela, se ne branim. Kdo bi se, ne? Nina, kdo so pa tvoji glasbeni vzorniki, poleg Alje, ki te uči? Ja, Alja, drugače pa angleški, najbolj Lady Gaga. Lady Gaga! Sam, bom rekel, od teh tvojih spotih pa pesmih pa zaenkrat nisi tako nora, kot je Lady Gaga, ne? A ti mama ne pusti, ali imaš plan, ko bo stara 18, da se ti bo strgal? Mislim, jaz drugače sem bolj taka, ne, da se bi včasih strga, sam v glasbi je pa bolj tak, pa mi bolj leži taka mirna muzika. Bolj mirna muzika, ne? Daj mi povej, Nina, kaj pa recimo v šoli, ne, ko si začela malo nastopati, pa nastop, pa ta videospot, pa tam se pojaviš, opaziš kaj recimo, da te sošolci gledajo pol malo kot neko zvezdo, ali greš malo na živce, ali rečejo, tale se pa nosi, ali misliš, da še ni neke razlike, tudi če ne bi nič tega počela, kot pa da počneš, recimo si opazila kaj, kak te sošolci pa sošolke gledajo? Ja, vse to sem že opazila v bistvu v osnovni šoli, da me ful podpirajo,
Pa tudi tako zdaj v srednji šoli se na hodniku včasih zaderejo za mano. Tako da jaz se razlika, ja. Kaj pa recimo, da bi postala tako znana, ko je Lady Gaga, ne? Misliš, da je to fajn, da si tako znan, ali misliš, da to zna biti pol problem, pa ti gre vse na živce? Si študirala tako daleč, recimo, da bi postala res zvezda, pa da ne moreš v trgovino normalno, pa da ne moreš na zmenek, da ne moreš v kino, ne vem, da ne moreš nič početi, ker so skozi paparaci, pa za tabo lafajo, pa novinari, pa oboževalci. Pač takega mnenja, da vsak pevec si po moje želi tega najprej, ampak ko pa pride do tiste točke, pa pol vse, da to ni več tako, kot si predstavljaš, po moje. Nina, si ti kaj zaljubljena že? Imaš kakšno simpatijo? Si zagledana v koga? To pa je bolj tako zakomplicirano vprašanje. Zakaj vsi mladi tvojih let imajo to ljubezensko življenje vedno zakomplicirano? Kaj se dogaja? Pa imaš na Facebooku napisan zapleteno razmerje. Zakaj to? Ja, ker je zapleteno, ne? Lej, ne bom ti ugovarjal. Nina, kaj bomo zdaj videli? Hitro povej. Mojo drugo lastno pesem, Ostani, ki pa sem jo posnela v Piranu. Nina, jaz ti zahvaljujem za tale kratek in sladek oklop. Ostani še malo na Skypeu na zvezi, da te bomo malo pokazali med ogledom tvojega videospota. Cool si, fajn poješ, super punca si, tako da jaz ti želim, da se ti bo kariera obrnila v to smer, ko želiš in da bo že čez 1-2-3 leti ti že taka velika zvezda, da še mene več ne boš hotela poznati. Tako da ja, dame in gospodje, to je bila dobra volja z Istokom. Vidimo se jutri ob 11:15 v ponovitvi, tako da Nina, glej se še enkrat jutri zjutraj. Drugače smo pa v četrtek na sporedu ob 16:30. Lepo bote in jaz se poslavljam torej z Nino Lampret in njeno res lušno pesmico. Čau, čau!